Lepo pozdravljena, Anja. Pozdravljena tudi vidva. Danes je z nama Anja Farčnik, vizažistka ali make-up artistka, kako se prav reče. V bistvu oba dva izraza sta pravilna, zdaj odvisno, s kom se pogovarjaš. Jaz sem tebe spoznal že na poroki, ne vem, veliko let nazaj, po moje, no. Pa sem te od takrat videl še na kar nekih porokah, sejmih in tako naprej. In si v bistvu prepozno prišla. 13. epizoda je čisto preveč, mogla bi nekaj na začetku biti, glede na to, kolikokrat sem te že srečal na porokah, ampak vseeno, vesel sem, da si tukaj. Hvala enako. Vesela sem, da sta vidva tukaj. Ja, v bistvu jaz sem pri tebi, v resnici. Pa ti mogoče damo v začetku kako minutko, da se malo predstaviš, da malo poveš, kdo si, da bomo v štartu že vedeli, kdo je z nami. Ok, jaz sem Anja Farčnik, sem vizažistka, vizažistka se predstavljam, lastna stilistka. V tem svetu sem že nekje 20 let, sem v bistvu res zgodaj začela. Zaljubljena v poroke, že od takrat. V bistvu to je tak zelo tak lep del mojega posla, ki ga vedno, kljub temu, da je v bistvu zelo naporno, zelo rada opravljam. Drugače pa v bistvu zelo zagovarjam naravno sveže ličenje, da se nevesta dobro počuti v svoji koži, da je v bistvu samo olepšana različica nje same, še vedno pa ne ona sama, ne. Nisem zagovornica, v bistvu zadnje leta so zelo popularne neke ekstremne preobrazbe, ful umetnih trepalnic, ful podaljškov. Jaz sem pa v bistvu, ne, tudi sama za poroko sem imela tako zelo naraven stil ličenja, tako da to nekako to meni. Drugače pa socialna delavka po osnovni izobrazbi, kar mi v bistvu pri mojem delu zelo prav, ker vemo, da so poroke stresne. Pa v bistvu taka zgovorna, tako, vedno prinesem, poleg dobrega ličenja prinesem tudi vedno dobro energijo, pa tisto umirjenost, ko se rabi, kar se mi zdi tudi en tak pomemben segment, no. Ja, bonus. Kdaj si že povedala? Mene pa zanima še zakaj, ker si že omenila 2 poklica oziroma 2 usmeritvi v življenju. Verjetno je bila še kakšna več, ampak zakaj si se tukaj znašla pa ostala tukaj? V bistvu malo je bilo naključje, malo je bila pa v bistvu hkrati tudi potreba. Jaz sem v bistvu imela zelo nečisto kožo. V bistvu takrat v drogerijah nekako sploh dijakinje nismo bile deležne neke pozornosti, neke pomoči. Hkrati sem v bistvu želela tudi finančno kaj prispevati v bistvu k gospodinjstvu, da ne bi preveč obremenjevala staršev. Takrat je v bistvu bila, oziroma še vedno je, kataloška kozmetika Oriflame. V bistvu tam sem nekako rešila oboje, omogočila mi neko možnost dodatnega zaslužka, hkrati smo v bistvu imeli tudi izobraževanja. Pol je pa v bistvu vse tako nekako, v bistvu jaz bolj, ko sem bila v tem svetu, bolj je to nekako, to je bila že moja srednja šola, ko sem se v bistvu nekako ljubiteljsko ukvarjala s tem. Pa sem pa v bistvu konec srednje šole sem v bistvu potem celo poletje delala. Oktobra se je pojavil prvi tečaj ličenja, takrat pri Oriflameu smo imeli v bistvu neko tako izobraževanje za vizažiste. Sem v bistvu vse, kar sem čez poletje zaslužila, sem dala v tisti tečaj. Potem je pa v bistvu bilo takrat eno tako zelo lepo obdobje, takrat se je delalo zelo veliko modnih izborov, revij, zelo veliko so rabili tudi v bistvu za izobraževanja. Tako da sem v bistvu kar nekako padla v to in v bistvu sem po pol leta ugotovila, da je to nekaj, kar mi je res všeč. Da je v bistvu to zelo en tak lep del, lep posel. Da v bistvu si vedno v nekem, v bistvu vedno se lepe stvari dogajajo, no, vedno si ali si zraven na poroki, ali si je maturantski ples, ali so neke take zadeve. Tako da sem v bistvu pol tudi šla v bistvu v istem letu, ne, sem šla pol delati še nacionalno poklicno kvalifikacijo. In v bistvu takrat naprej sem nekako, sem pa študij končala, no, jaz sem ves čas študija v bistvu že delala zraven, ampak sem pa študij potem tudi dokončala z 10, na kar sem tudi ponosna. Ampak ja, v bistvu, tako kot si rekel, je več usmeritev, ampak vse se nekako združi skupaj. Sploh v bistvu na poročni dan je zelo pomembno, da tudi znaš ti pomiriti. Včasih se je že bil primer, ko so v bistvu bili, glih smo v bistvu na faksu delali neke te družinske dinamike in pa sem prišla na soboto v bistvu k eni nevesti, ko pa tako bilo res, so stvari postale tako zelo glasne.
In v tistem trenutku nisem vedela, a ne nadaljujem z ličenjem, ne naredim neko intervencijo, a se bojo stepla, ne bežim. Ampak sem pol nekako uspela v bistvu malo umiriti nevesto. Potem sem sproti, ko sem šla na WC, še malo umirila mamo. Tako da se je v bistvu uredilo eno z drugim, ampak ja, je pomemben nek dodatek tudi zraven to, ker si le v bistvu z nevesto v bistvu v enem takem zelo stresnem dnevu, ne. Tako stresnem in ranljivem in vse. Ranljivem, Ja. tako. Zelo velike tudi stvari, recimo, ko pridejo, kakorkoli je poroka, res lep dan, ampak tudi sama dva verjetno opazita, tudi pridejo kake stvari iz otroštva, kdaj ven, pridejo kake taki občutljivi trenutki. Lansko leto sem imela eno nevesto, ki je v bistvu ful krasna in si v bistvu tik preden bi šla se je spomnila, kako bi si želela, da bi bila starša zraven, ker nista pač žal več prisotna in tako. So take stvari, ki v bistvu So so težke in lepe, lepe, ampak so a ne? hkrati težke. Ampak Ja. to je pač življenje, ne? Vse v Mhm. svojih različicah. Se strinjam, ja. Ja, jaz sem imel tudi kar nekaj takih primerov, ko ti ostanejo kot za celo življenje, po moje zraven, ja, ko vidiš, koliko se to spomne, ja, recimo na starša ali na koga drugega. Ja. Pa si že ti v začetku, ko si začela pač imeti ideje, pač to, da boš vizažistka in vse ostalo, imela v mislih poroke in si vedela, da, a pa si mislila, da boš tukaj končala, ali je to prišlo samo po sebi, ker te itak na porokah rabijo, ne? V bistvu je prišlo eno z drugim, zaradi tega, ker res takrat recimo, jaz sem bila, mislim, da druga generacija vizažistov, ki smo imeli nacionalno poklicno kvalifikacijo in takrat nas je bilo v bistvu zelo malo še. Jaz se spomnim, jaz sem si v bistvu naredila spletno stran, jaz nisem rabila dejansko nič oglaševanja, ne. Ampak v bistvu tako v januarju, ko so začenjali, v bistvu, ker nas je bilo v bistvu toliko malo, potreba bila pa velika, ženske so se pa želele ličiti za poroko, ne. Tako da nekako, pa še vedno med tednom sem tudi imela faks, tako da je pa res, da takrat so bile poročne sezone dosti krajše. Tako da takrat si imel tiste spomladanska 2-3 mesece, ne, ni zdaj tako, kot imamo od aprila pa pol do oktobra, včasih še kako novembrsko, decembrsko, še kakšna januarska pade, takrat je bilo v bistvu tako res poročna sezona, maj je bil tako nekako najbolj tisti glavni mesec, ne. Kaj pa, niso pa samo poroke tisto, kar danes delaš, delaš tudi veliko drugih projektov, drugačnih projektov. A se spomniš kakega? Imam napisano največjega, ampak mogoče najbolj zanimivega, takega, ki ti je najbolj ostal s tabo projekta. V bistvu jih je veliko. Jaz v bistvu zelo veliko delala tudi, najprej sem bila v bistvu najbolj na lepotnih izborih, modnih revijah, zelo veliko sem delala delavnic ličenja, pa seveda poroke. Potem sem se v bistvu bolj usmerjala smo snemali TV oddaje, pa oglasje, pa te stvari. Tako da tukaj so bili v bistvu v tem segmentu v bistvu tako nekako najbolj zahtevni projekti nekako. V bistvu od tega, ko si v bistvu na vlaku, pa je treba nanašati eyeliner in mora biti gotovo čez 2 minute, ker se spomnim, da sem se v bistvu balansirala, v bistvu, ker rabiš mirno roko, sploh pri eyelinerju, ne. Pa živo rdeča šminka, mislim, tako dobra kombinacija, da sem v bistvu pol zvečer, ko sem se tuširala doma, sem videla, da imam obe dve noge po mečih čist modre, ker sem se v bistvu tako opirala na med sedeže, ne. Pa v bistvu pol isto na tak način, ko smo na kakih čolnih ali pa karkoli, ko je tudi treba karkoli popraviti, pa kako maskaro nanesti, ne, ko čakaš, da se tako malo gladina umiri, da lahko, ne. Pa pol v bistvu ta snemanja, ko so v naravi, so vedno tako zanimiva, kompleksna. Ali pa ko si v kakem gozdu, pa pol moraš, nimaš, sploh če si tako mimogrede, nimaš zdaj neke mize, pa tako najdeš kak hlod, pa se da pol gor brisačka, pa tako. Je bilo tako zelo lepo, zanimivo obdobje, veliko takih projektov, no. Ko si omenila, da moraš kaj popraviti, a da je tudi na poroki ima katera nevesta željo, da ostaneš z njo dlje časa, kakor sam tisti jutranji del, da pač ti pod narekovaj nadziraš, ali kakorkoli, da ti popraviš stvari, ko so za popraviti, ali daš večinoma sam priči ali pa komu, da pač mičkeno pogleda. Jaz v bistvu imam v ponudbi tudi možnost, da spremljam na poroki, ampak nekako v bistvu neveste se mi, da tega ne potrebujejo. Je pa res, da v bistvu mi že na poskusnem ličenju se v bistvu stvari pogovorimo, da ve, kaj mora imeti za popravke. Da tudi pokažem v bistvu na poskusnem ličenju, na kaj ne čuva, kako naj se popravi, pa da tudi tiste, ki recimo niso ličenja vešče, da se pol v bistvu v tem času, da malo tudi to zvadijo, da potem na dan poroke so suverene, kako
kako popraviti, kaj narediti, na kaj paziti. To dostakrat fotografa pa snemalca pač opomnim, sploh pri nevestah, ki imajo masno kožo, ker v bistvu čas zelo hiter gre, ne? In ti lahko v bistvu zelo lepo zamatiraš, zelo lepo narediš, ampak koža bo naredila svoje. In v živo se kasneje vidi, ko pa recimo na kameri. Kamera v bistvu to zelo hitro pokaže, pa pol v bistvu tudi prosim, da če boste slučajno opazili, da te jo opomniti, ima zraven, bo se popravila. Sam mogoče, ja, da v bistvu tudi z vašega vidika, da so v bistvu slike pa videi pol lepši, ne? Pa kakšno tisto, ko je zraven, kakšno pričo pa mama tako malim opomnim. Čeprav je tako, da je več kakih, kako bi rekla, več oseb, ko mogoče da še malo pažnje na to, ne? Ja, da je velik safety net. Ja, pa tudi v bistvu take, ali pa jim dam, ne vem, navodila, kje si naj pustijo, recimo, konec koncev greš vsake toliko časa tudi na WC, če imaš na WC vse opomniš, ali pa recimo, če imajo poroko ko zelo velik, pa da si neko toaletko nekam, tako da jo boš opazila, da tudi imaš več takih dejavnikov, ampak potem ni problem. Make-up načeloma zdrži, edino kar je v bistvu, a se koža malo zasveti, ali pa šminka, ker pač ni tako obstojne šminke, da bi zdržala cel dan, da mi jemo, pijemo, ali pa da ne bi bilo treba vmes se navlažiti, ne. Kaj pa recimo poskusno ličenje, vem, da je to kot obvezna praksa, ali to se pač nevesta lahko odloči za poskusno ličenje, ker ne vem, če... Ja, že večina so poskusna ličenja, ampak... Ja, veš kaj, pa meni se reče tako nekako, jaz bi, tako ful grdo reči, da je obvezna, zato ker večinoma neveste bi rekla, da bi dala ta strošek stran, ampak je v bistvu več kot zelo priporočljiva in za nevesto in za mene. Ker v bistvu eno so recimo stvari, jaz imam v bistvu, ker imam tako naraven stil ličenja, imam zelo veliko nevest, ki se tudi nekatere sploh ne ličijo. In v bistvu puder marsikaj reši, na splošno z ličili pa s pripravo kože se zna zelo veliko stvari narediti, ampak vseeno po drugi strani v bistvu, če je zelo veliko suhe povrhnjice, če se ne dela peeling, ti tega ne moreš skriti, ne. Zdaj da se seveda narediti peeling tudi na dan poroke, če je bilo treba, ampak je nekako ni tistega časa, pa spet ni glih dobro v bistvu take stvari zjutraj delati. Smo že delale, so že bili taki primeri, ko ni šlo drugače, da bi rešile, ampak ni pa najbolj priporočljivo, pa tudi ni, ne vem, običajno tako zelo veliko časovne rezerve. Pa seveda spet to, da v bistvu mi se običajno res, če delamo make-up in frizuro, midve se z nevesto vzamemo celo dopoldne, to kar traja nekje 4 ure, ne, ko včasih kdo reče, ne, v bistvu je cena, ampak v bistvu res je v bistvu nek tak časovni zalogaj in se potem res poskusi in se lahko prilagaja, ker včasih tudi, recimo, katera reče, saj bom prinesla sliko, pa mi na tak način narediš, ne, ampak slika tako nekaj čisto drugega, kot če vidiš na svojem obrazu, ne. A veš, pol ti je lahko to preveč, pa te ono zmoti, pa se ne počutiš, ker v bistvu pač moraš se počutiti dobro, ne, pa da si sproščen. Pa tudi v bistvu konec koncev, da se v bistvu kakšne stvari, da recimo se zberejo stvari, ki bi bilo fajn, da bi jih imela recimo zraven potem za popravke, ali pa recimo kakšna lasnica, mi jih lahko 5, pa pol ugotovimo, da recimo na njeno velikost fige, da bo se spadlo preveč glomazno, ali pa recimo kontra, da se izgubijo, ali pa recimo, da se ne da lepo vpeti, pa da je potem še čas ti zadnji mesec, da se potem te stvari... Sem bil na veliko projektih, kjer je bilo, ja, vse je to, kaj pa je to problem narediti? Ja, ne, ni. Oblika obraza, ali če ima očala, frizura, vse se čisto drugače spade. V bistvu na sliki nam je lahko lepo, ampak ker je to na nekomu drugemu, ko pa ti to vidiš na svojem obrazu. Tukaj sem tudi imela, v bistvu kar nekaj let je v bistvu bilo, ampak to mogoče že bolj kakih 10 let nazaj, so bile zelo veliko nevest se odločali zgolj na podlagi cene. In potem sem vsaki rekla, tako jaz čisto razumem, zaradi tega, ker vsi imamo nekako omejene finance, pa ne, da sem jaz tako nek visok rang, ampak nekje tako moje cene so tako zelo nekje na sredini. Ampak kamorkoli bo šla, prosim, pojdi na poskusno ličenje, zaradi tega, da boš to videla na svojem obrazu. Tudi če ti ga ona ne svetuje, daj v bistvu tako, nameni si v bistvu ta čas, pa daj poskusi. In zelo veliko je bilo nevest, ki so me, isti dan po poskusnem ličenju so me klicale in so jokale v telefon in so tako najprej hvala. Rekla, nikoli ne bi pomislila, koliko se lahko ne počutim dobro. Je rekla, to sploh nisem jaz sem si ful
grozna je, si ne upam iti ven z avta, a preveriš, a si še prosta, pa a lahko prejmo v prihodnem tednu na poskusno ličenje, ne. Ker pol vidiš v bistvu, ne, dokler pa ti, ne, ampak ni fajn, da to vidiš na dan poroke, ne. Sploh, ko si imela, pa že delaš dosti naravno, ne? Pa da dosti nevest, ki se ne ličijo. Ja. Še ta razlika je verjetno toliko večja, če je to zdaj vsakih nekaj leta, ne? Se ni navajena tako videti in v bistvu je mogoče res dobro, da pač pred poroko, sploh pred tako velikim dogodkom, da se pač vidi že prej namazan, pa mogoče lahko pove, pač kaj sede, pa kaj ne. Ja, pa tudi recimo, ne vem, zelo veliko, tudi tiste, ki se maže, recimo usnjice zelo velikokrat nekako ne naličijo, ne? Pa se ne počutijo dobro v njih. Ampak recimo sploh za kakšne poročne slikce, ko so malo dlje, v bistvu linija usnjic naredi zelo veliko razliko, veliko lepše, veliko bolj ženstveno obraz izpade, ne? In pol v bistvu, jaz jim običajno tudi svetujem v bistvu, katere barve zbrati, da v bistvu dosežemo tisto, da nekaj bo, pa da ne bo preveč. Pol pa v bistvu tudi one jim pokažem, kako si v bistvu črtalo nanaša. In potem, ko ga one recimo najprej rečejo tako, joj, ne vem, ampak bom poskusila, pa po enem tednu mi pa pošlje SMS, a veš, da sem si pa prav všeč s tem črtalom, ne. Ampak to do dneva poroke pol tudi zvadi, ko ga nanašate, ne pol na dan poroke ni, da sem pa zjutraj nekaj dobila, ne vem sploh, če mi je všeč, ne. Ampak postopoma v bistvu to gre tudi to navajanje, ne. No, zdaj smo se že parkrat dotaknili tega, da nekdo zbira glede na ceno, nekdo glede na to, kaj dela vizažist, torej bolj naravni make-up, bolj ekstravaganten ali karkoli. Kako pa sploh zbrati pravega vizažista pa frizerja? Jaz bi rekla, da v bistvu imaš en tak zelo enostaven filter, ki pa je dostikrat v bistvu, se mi zdi, da, to sem zgoraj na enem drugem podcastu poslušala, da je v bistvu cena prvi filter, ne. Da najprej v bistvu se pogledajo galerija slik, zaradi tega, ker vsak od vizažistov ima, ali lastnih stilistov ima nek tak prepoznaven stil. Tudi če mi boš dal ti sliko, bo njegov stil, ne, bo malo potegnila njegov stil. To recimo se zelo vidi, če imaš recimo ekipo vizažistov, ki delajo med sabo, pa jim rečeš, zdaj pa imate tukaj 30 žensk za naličiti, pa jim daš isto skico, isto navodilo ali pa isto fotko, ko boš ti videl teh 20-30, boš točno vedel, katero naredila, ne. Isto ličenje, ne. In v bistvu to so pol, ko ti pogledaš recimo par slik, točno vidiš recimo, ne. Kaj pričakovati. Kaj pričakovati in vidiš, a je to ali ni to, ne. V bistvu jaz sem ravno zdaj dobila eno povpraševanje, v bistvu, ker si želela pa tako zelo ekstremen make-up, pa tako jaz znam tak make-up narediti, delam ga recimo za TV, ampak nekako za poroko pa vem, da ne bom ta prava. In si mi rajše rekla, veš kaj, mogoče boljše poglej galerijo od drugih, poišči eno tako, ko v bistvu, da ti bo, to je to, kar želim in potem pejdi k njej, ne. Se pravi, tisto prvo, ne, ker tudi pri fotografih, tudi pri snemalcih, vsak pa svoj stil in kadriranja in, ne, da ne bom kaj narobe rekla, nastavite pa svetlost pa kontrasti pa vse v bistvu, ne. In isto pri ličenju. Ful dobro je rekel, znamo enkrat tudi svetovati, pa pač konec koncev eno stranko poslati drugam pod narekovaji. Zaradi tega, ker vemo, da za vse boljše, ne. In za tistega fotografa ali pa vizažista, vizažistko, ko bo dobil novo stranko, in za stranko in za nas, za vse je boljše, kakor da pač delaš nekaj, pa nisi čisto 100% pri tem, na koncu ponavadi verjetno ne bo dobro izpadlo, ne. Ja, ker meni se je tudi zgodilo, da sem enkrat, smo v bistvu imele pa poskusno ličenje v kombinaciji z ekliščino. Jaz posebej imela navodila, kaj moram narediti, da ji ne bo všeč, ampak jaz v bistvu že hkrati, ko sem nanašala, sem že zabrecvala in na koncu sploh ni spadlo tako grozno, ne. Ker v bistvu gremo malo na finto, bomo ti narediti ful grozno, mi bomo vse ful navdušene, da bo tako malo, pa bomo pa povedali, da je finta. Ampak nekako ni to šlo tako, ker ne znaš v bistvu, ne. Ker si noter v neki poti, ko že avtomatsko delaš, ni več tistega, da moraš ful razmišljati, okej, zdaj pa to naredim, pa ono naredim, ampak gre vse rutinsko. Se ti tudi, ko primeš fotoaparat, že takoj ti prsti padejo na ta prave tipke, že točno veš. In jaz tudi recimo, če pridejo v bistvu, pa če vidijo, da jim je moj stil všeč, pol v bistvu samo vprašam, kako je navajena, kaj je všeč in pol znam jaz v bistvu, ne, točno vidim, koliko in kaj, ne. Pa recimo še ena taka stvar, ko v bistvu tudi malo, ko se nanaša na to, kar smo se prej pogovarjali. Vizažist je v bistvu to zelo velik del dopoldneva za nevesto, ne. In je zelo pomembno, da recimo, da se tudi ujameta, ker konec koncev včasih si ti tudi edini, ki si z njo, recimo, če je tako, da se ostale osebe rotirajo,
in se tudi moraš kar veliko pogovarjati in je fajn, da komunikacija steče, ne? Ja. Da ti ni neprijetno, da imaš občutek, da si lahko iskren, ne? Da imaš občutek, da imaš nekoga ob sebi, ne pa da si v bistvu kontaktira, reče, jo bom čisto sama v hotelski sobi, recimo, ne? Ampak ja, če imaš nekoga zraven, tudi to je recimo fajn, ker v bistvu, če že imaš vse poskusno urejanje, si že takrat par ur skupaj, je pa tudi nekako, se mi zdi, da steče tista energija in zaupanje in mi se že tako zjutraj na dan poroke, da smo že tako kot prijatelji in je tako čisto nekako drugače štartati potem tisti dan, ne. Plus tega, da v bistvu ti spet na poskusnem ličenju je ves fokus recimo na ličenju pa frizuri in si lahko pozoren na detajle. Na dan poroke pa tako cvetličar kliče, pa enega usmerjaš, pa en zamuje, milijon stvari je. Ampak ni panika, ker jaz vse v bistvu že vem, jaz imam vse zapisano in v bistvu jaz sam naredim, pa tako še kaj umirim, če je treba, ne. Ni se treba zdaj nekih odločitev sprejemati, pa karkoli, ne. Ja, pa to jutro je lahko stresno, ne. Jutro je lahko zelo stresno, ja. Najbolj stresen del poročnega dneva je pri nevesti, je lahko jutro, ker še ne ve v bistvu, itak je prvič v veliko primerih in ne ve, kaj pričakovati in so to pričakovanja so vseeno velika in se vsi sprašujejo nekaj in tako veliko se dogaja in verjetno je to res najbolj stresen del dneva, ja. Ker pol, ko se enkrat začne, pol si itak noter. Pol si itak noter, si v toku, ja. Ampak zato pa dopoldne je pa tako, pa se mi zdi, da bolj, ko gre proti koncu, bolj se stvari koncentrirajo, ne. Tako da mislim tudi na poskusnem urejanju, ko so kdaj tako, ja, vsak je prvo, ne, ampak tako včasih prvo tako malo, so malo naivni, ne, kake stvari še pustili pa za zadnji dan, pa se tudi na poskusnem ličenju, pol imamo čas to urediti, pa da v bistvu že tudi gremo malo čez to koordinacijo, pa malo čez časovni plan. Ker jaz vsake rečem, tudi dopoldne v bistvu tako naredi si lepo, uživaj, ne se prebeniti, da dam tistih par nasvetov, da pa lahko tudi dopoldne, je lahko tako zelo lep uvod v poroko samo, ne. Veliko smo že govorili o poskusnem ličenju, pa me nekaj zanima. Koliko časa pred poroko pa je dejansko poskusno ličenje? Jaz vsake neveste svetujem, da me kontaktira kak mesec pa pol pred poroko. Pa pol, da počasi začnemo usklajevati termine, ker včasih ena ne more, včasih druga ne more, da smo nekako, pridemo nekako s terminom nekje okvirno en mesec pred poroko. Ona ima že takrat v bistvu vse nekako dodelano, ve, kake barve bodo recimo zbrane, mogoče malo bolj se ji tu sestavi, kaj bi želela, hkrati pa v bistvu še vedno dosti časa, da v bistvu si lahko še kaj premisli, še kaj dokupi, še kaj povadi, tako kot smo se prej pogovarjali, ne. No, zdaj pa, če se malo bolj osredotočimo glede cene in tega, kakšna je pa razlika med nekim ugodnim poročnim ličenjem in nekim bolj high-end, dražjim ličenjem? Meni se zdi, v bistvu tako, kako bi rekla, v bistvu, Ko vem, da je bolj tako vprašanje, ampak ker se mi zdi, da sploh v zadnjih dveh, treh letih opažam, da je pač ful porast nekih teh vizažist. In tudi vidimo, na cene so začele zmeraj bolj dol padati. Zelo se pozna. Zelo se tolče po nekih kvalitetnih vizažistkah, pač ta price dumping. Ja, izredno veliko je tega, ampak tudi se pozna v bistvu zelo veliko je pač vizažist, ki v bistvu naredijo neke dnevne tečaje in pa grejo poroke. Jaz se zdaj, odkar v bistvu lastna stilistka, nisem od začetka, da sem dostikrat samo kot lastna stilistka in mi je zelo zanimivo biti tudi na drugi strani. Ampak ja, nisem še imela neke take, da bi, pač imaš zelo različno, včasih so kakšne prijateljice, včasih so kakšne znanke, ki se v bistvu s tem ukvarjajo. Običajno ne moram reči, ne gre za profesionalne storitve, ampak ne gre za toliko izkušene storitve ali pa recimo tudi dostikrat žal je vprašljiva higiena, ker so nekaj dnevne tečaje, ker se na te stvari ne daje dosti poudarka. Zelo velikokrat se gre v bistvu tukaj za v bistvu tečaje, ki naučijo tudi lepe preobrazbe narediti, pa pol punce nekako ne znajo to zmanjšati, se pravi, da so debele, močne podlage. Da se ne prilagodi v bistvu koži. Ja, da se ne prilagodi, ker manjši nabor, pol so v bistvu primeri, ko so
kdaj tudi ni, recimo, ko se kakšne stvari spustijo ali pa so kakšne nevšečnosti, pa se ne zna prekriti, recimo, ne. Zelo odvisno, no, ampak jaz mislim, da ja, razumem, da pač je poroka velik finančni zalogaj, se mi pa zdi, da ko vidiš ličenje na svojem obrazu, pa najbolj razumeš, koliko in kaj, ali pa recimo tudi v bistvu, jaz sem v bistvu tudi takšna, da v bistvu meni jaz sem za vsako nevesto zelo hvaležna in res tako zelo resno vzamem to svojo vlogo. Jaz zelo veliko tudi v bistvu sem z njimi v kontaktih, ne, recimo običajno tako 20-30 mailov, recimo tekom tega od rezervacije potem do same poroke, pomagam urediti poročno časovnico in tako naprej, ampak to je kar en velik del časa v bistvu gre v bistvu za vse ostalo, razen samo za ja. Medtem ko recimo katera druga pa reče, ob tej uri to pa to, in potem v bistvu morajo vse v bistvu zbrskati same, ne. Potem zato pa imamo pol na vprašanje, kako pa naj pripravim kožo, katero šminko si naj kupim, v bistvu so nekako same sebi prepuščene, ne. Tako da, če v bistvu bi želeli prihraniti, okej, ampak pojdite na poskusno urejanje, pa se pol najbolj vidi, ne, v bistvu ali je kot v bistvu samo storitev na tisti dan, tudi zato recimo mogoče bi se tukaj osredotočila na to zadnje par let, v bistvu v teh različnih Facebook skupinah zelo veliko tega, da samo da omeniš poroko, da je cena višja, zelo se je začelo tudi na tak način v bistvu nekako negativen prizvok dajati vsem poročnim ponudnikom, pa pol, ko si že v bistvu ti nekako, ko še prek skupinke odgovarjaš, pa kaj svetuješ, pa se ti pol zdi tako malo neprijetno, ne, ker v bistvu je res v bistvu zelo veliko stvari, ki so izven, ki niso v bistvu samo na dan poroke, ne. Pa poroka je vseeno specifična, ne. Tako, je toliko Je velik zelo dogodek, specifična, ki ga ja. pač ženin pa nevesta ne organizirata velika dogodke za 100 ali več ljudi. To je prva stvar, drugo pač mora biti, mislim, želijo si, da je vse popolno, da ni nobene napake. In pač to terja dosti izkušenj in znanja in vsa ta leta, ki jih imaš ti recimo za seboj, se to je tudi nekaj, oziroma to je zelo veliko vredno. Da pač dejansko si že vse, bom rekel, doživela in znaš reagirati v teh situacijah in jih rešiti pač tako, z levo roko, bom rekel, ali kakorkoli, ne. Kakor na začetku verjetno tega nisi znala na ta način, mislim, nisi mogla toliko odreagirati, nisi imela toliko izkušnja, ne, tako da cena je pač odraz vsega, ne, in se je prav, da v bistvu cena tudi s časom raste, se konec koncev tudi ljudje, ko so redno zaposleni, začnejo nekje in počasi proti pač koncu delovne dobe cena raste, ne, ker so pač več vredni, ker več znajo, se tudi pri nas je tako, ko smo pač freelancerji. Ja, ampak je tudi tako recimo, da se mi zdi, da še se tukaj toliko gleda dobesedno na 10-20 evrov razlike napram celotnemu strošku poroke. Zato tudi vsake rečem, ne vem, koliko je v bistvu cena poskusnega ličenja tam, kamor bo šla, ampak če pogledaš celoten znesek poroke, veliko bolj boš imel na poročni dan, ne. Se mi je tudi že zgodilo eno obdobje, je bilo, ko sem prišla v bistvu na poroko in tam smo tudi delali v bistvu še dodatno peeling, v bistvu neka taka nevšečna prigoda je bila tudi s peelingom pri kozmetičarki, tako da smo pol reševali situacijo, seveda, zato imaš pol take velike kovčke, da imaš velike SOS pripomočkov in se prav spomnim, ko je prišla fotografinja, tako zelo nesigurno ven iz avta in je tako skenirala situacijo. In potem je šla not pozdraviti in je prišla do mene, pa tako predvidevam, da ste vi vizažistka, pa tako, ja, tako, a vas lahko objamem? Je rekla, zadnje 3 neveste so mi jokale v kopalnici in niso hotele ven. In ja, in nekaj smo zdaj par osnovnih stvari zraven, ker smo še niso imeli niti nobenih ličil doma, da smo bolj popravljali, ne. Vse skupaj nekako pride, ampak res, make-up je v bistvu, če gledaš, je v bistvu tako napram celotnemu strošku, v bistvu Ni tako velik procent vsega skupaj, ja. Ni tako velik procent, ja. Jaz, prosti. Kaj povej, Ampak se mi glih eno vprašanje, zato ker zdaj smo že imeli kar enih gostov in vsi so govorili o nekih SOS pripomočkih. In evo, to je vprašanje, kaj pa se skriva v SOS kovčku vizažistke?
kaj se ne, mogoče pa še vprašanje. Mogoče bolj na mestu. Ja, zaradi tega, ker včasih je tako, veš, prvo tako, no, zakaj imaš pa ti toliko stvari, pa tako, no, karkoli, imam jaz, ne. Včasih sem še duct tape imela, ampak bolj za snemanje, to, ko v bistvu vednost, pol sem v bistvu tako rekla, da tako preveč stvari tovorim zraven, ampak v bistvu velike različnih stvari zaradi tega, da si pripravljen na različne situacije, ki se lahko tekom dneva zgodijo, no. Meni je, ko si vi zložite vse te pripomočke svoje na neko mizo ali pa pult, karkoli, ko delate make-up, vedno tako gledam in mi je ful podobno temu okencu v Photoshopu, ko mi fotke editiramo. Ker imaš tam tudi čopiče na izbiro velikosti, trdoto. In te gledam in ful doskrat povezujem to s Photoshopom, tako čisto neumestno, ampak mene to vedno, ko pridem na poroko, spomni. Pa tako palete barv, ko jih imaš tudi pri nas za zbirati, ne. Sem tako, okej, boljš, da ti narediš ta Photoshop, kot da ga moram pol jaz delati, ne. Tako. Se nekako lahko poveže. Vmes enkrat si omenila 20 do 30 mailov se zgodi tudi, s katerimi ne veste, da si jih pošljete. Moram reči, da to me je kaj malo šokiralo, nisem vedel, da tudi pri vas je toliko ene komunikacije. Kdaj se pa, more, kdaj je dobro, da prije pa prvi mail, se pravi ta neka rezervacija, koliko časa prej Pred poroko? Ja, pričakuješ, da te kontaktirajo, da si lahko zagotovijo, da dejansko boš ti na njihovi poroki? V bistvu čim prej, zaradi tega, ker v bistvu recimo sploh jaz, ko delam in lase in frizuro, v bistvu se je tako kar nek časovni slot tam pri nevesti, na to lahko 4-5 ur recimo vse skupaj. Ker seveda moraš se prinesti, pripraviti, pospraviti in tako naprej. In pol se hitro zgodi, da v bistvu, ne vem, so recimo nekatere neveste zelo hitro začnejo rezervirati ali pa te že poznajo, recimo odprej jih ličiš kot družico ali pa za kako drugo priložnost in pol takoj, ko se poročijo, rečejo, rezerviraj si datum za mene. In seveda se mora pol to zelo poklopiti, da recimo je ena nevesta zjutraj, pa da lahko potem še eno spremeš popoldne. Drugače pa v bistvu, ker termin rezerviran je rezerviran. Ker ni recimo tako kot nekdo drug, ki mogoče, ne vem, slaščičarka lahko pripravi vnaprej, pa se potem samo odpelje. Tukaj je dejansko vezano na tebe in pač tisti dan, ko si nekako zaseden. Ne maram pa jaz, v bistvu zelo ne maram, da bi mogla zelo hiteti ali pa da bi nevesto spravljala ustrezno, ne bi vedela, jaz prijem pravočasno, ne. Tega zelo ne maram. Raje si vzamem več časa, tudi sama dva verjetno vidita, koliko se v bistvu pol na koncu poroke zelo hitro zavleče. Tudi jaz mojim vedno rečem, okvirno naj bi bila konec takrat, ampak ne, saj že zdaj živijo, da to je lahko 1 ura gor dol, ne. In se spet lahko vrnemo na cene storitve, recimo, ko v bistvu vse zreducira na tisto 1 uro ali pa 1:15 recimo ličenje, pa imaš pa recimo pol ure vse še pripravljanja, pospravljanja, dostikrat je še 1 ura potem zraven kar nečesa, ko recimo, ne vem, ali lahko še počakaš. Gre kam vmes, ko moraš še kaj urediti, pa tako naprej. Ko moraš še kaj urediti, pa so telefoni, ali pa recimo, ne vem, zdaj pa pride še fotograf od oženjena, ali lahko še počakaš 15 minut, bi imela še sliko s tabo, pa se pa to, kar se števa na koncu v bistvu tam kar. Ne? Ni pa fajn, recimo, da si preveč časovno natemperano. Tudi zaradi tega, ker v bistvu sem že po 4-5 urah bi mogoče že rabil tudi majčkeno zadihati, ne? Pa da si v bistvu res tudi skoncentriran pa z glavo pri njej. Ker to rabi v bistvu, ne? To nekako paše zraven storitvijo. Glede termina je v bistvu ful podobno nam. Enega lahko imaš, mislim, ti mogoče narediš 2, če pa še to je tako vprašanje. To se res mora poklopiti, da je ena zelo jutranja, pa v bistvu ena precej pozna. Pa da so lokacije dosti blizu, verjetno pa tako. Pa da so lokacije blizu. Ne more glih ena v Kopru, pa ena v Prekmurju biti. Sem pa že imela, to pa je bil v bistvu takrat, ko sem delala samo ličenje. Sem pa imela v bistvu, prva je bila, kje je že bila prva? Naprej od Ljubljane, druga je bila v Mariboru, tretja je bila pa pol tukaj v naših koncih. Zato sem takrat, ko sem kupovala avto, takrat v bistvu, ko sem samo ličenje delala, pa ko nas je bilo manj, pa ko so tudi bila ličenja, v bistvu vsako leto 70 tako malo nadgradi, ne, gremo tako bolj v ameriškem stilu, je bil moj pogoj pri avtu, da ima v bistvu na sredini med sedeži držalo za skodelico, ne, da sem lahko v bistvu jaz vmes, ko sem šivala,
od ene do druge, vedno sem imela zraven fruc, pa dekrolse, da sem tako nekaj vmes lahko pojedla, ne? Da nisem rabila pol vedno čakati na kako semafor, ker včasih, kad si kakšne hribi pa to, da sem v bistvu vse tako malo lahko v bistvu Multitaskala. ja, multitaskala, pa malo tako energije dobila nazaj v sebe, no. Prej si omenila, da kdaj fotograf prije od ženina pa to. Nekaj me zanima, jaz si vedno tega želim, pa ni velikrat tako naredeno. Kolikrat pa ženin, oziroma kolikrat jim svetuješ in kolikrat pol ženin sprejme to, da tudi če se njega mičken, ne vem, kak je izraz, pomatira ali karkoli že, Pomatira tako. da on pač to sprejme, ker dejansko so bile poroke, ki je bilo za mene kot fotografa zelo težko, ker pač doskrat je vroče, če je to poletje, doskrat smo pač vsi so, po moje, samo živčni, tudi oni, ko mislijo, da ne bo čist nič, pa v nekem trenutku si pač začnejo delati živci in že barvo spremeniš obraza in vse ostalo. In pa imaš tako nevesto, ki je zelo lepo urejena in pač ostane taka, kot čisto pomatirana. Ja, in pa imaš ženina zraven, Ki je kot menja barve. rakec, Ja. ki ga je nekdo še matko premazal z oljem, ne. tako. Ja. In tako vedno rečem, pa daj mičken, se ne pravim, da se moraš ti mazati, pa ne, toliko spremi, da boš pač pasel zraven, a ne. Ja. Bil sem na porokah, ko so bili tak ženini, ja, normalno da, jaz moram, a ne, sploh, ko nisem Ja, s tega ja, omenil, ja. kot normalno da smo tudi zgledati nekako, ne. Nekateri pa pač itak sploh ne sprejmejo tega, kak je pa pri tebi, ja. V bistvu jaz imam zelo rada, pa tudi brezplačno to uredim, to je tako moj bonus zraven, tudi za dobro odnos Ja, s fotografi, hvala. s snemalci. Ampak ja, z veliko tih ni na lokaciji zraven. Včasih, priznam, se to dogaja za nevesto, da malo pozabimo na ženina. Ampak ja, v bistvu zelo veliko je tudi tako, da najprej rečejo ne, potem pa rečem, kaj pa, če tako, zdaj imam 5 minut časa. Skratka, jaz sem veliko delala na oglasih, tam v bistvu mora biti samo pomatirano, da je lep tem, pa da se nič ne vidi. Te naredim in če se ne boš počutil dobro, lahko daš dol. Ampak samo to, da poskušiš. Skratka, ker na sliki je res, v bistvu nevesta bo ful urejena, ti boš pa v bistvu tako, toliko bolj poudarjeno pol pride, ne. Točno to, ja. In pol nekateri popustijo, pa pol še tako, če lahko malo vrvi, malo še tako, ampak res v bistvu pol, ko vidijo v bistvu, da, ampak jaz res imam res tak naravn stil ličenja, pa za ženine še Še malo še zreduciram, pa da jim tudi povem, da to ni tako ličenje, recimo, da zdaj bo mogli pa ful čuvati, ja, pač ne se brisati recimo v rokav bele srajce, to ne, ampak pol pa vidijo, pa jim je tako, okej, ne, Ni hudo. ni hudo, ja. Jaz sem delal en shooting, neporočen, pač en corporate shooting ali karkoli. Ja, to so tudi, Ja, pač eno, nekje, kjer sem že prej sodeloval z njimi, ne bom omenjal podjetja. In sem pač v ponudbi zraven dal, pač, da pride zraven vizažistka in da to pač vsak mora biti urejena. Ne. In je to je bila prva težava, še prej so me sprejeli, da pač to ne bojo. Pa sem bil tak, ja, pa pač ne bomo delali, pa boste mogli nekoga drugega poiskati, pač ni šanse, da jaz delam 3 portrete na dan, se pravi, da si jaz vzamem ogromno časa in pol nimamo pač 100% omogočeno, da je vse perfekta, ne. Na koncu so vsi sprejeli. Ja, mi je všeč, ko so me odprej že poznali v eni drugi vlogi in ko sem jim lahko tako svetoval in so pa na koncu vsi bili tak, ja, sej imaš prav, ne, samo ja. V začetku pa niso kar tako sprejeli z lahkoto. Jaz sem imela v bistvu podoben primer, ko smo tu delali neko tako korporativno zadevo in je bil direktor podjetja v bistvu izredno nastrojen proti ličenju. In v bistvu vse ostale sem lahko uredila, on je bil pa striktno ne. Jaz sem moški, jaz si tega ne dovolim. Pa sem v bistvu poskusila, sem rekla, gledajte, vsi ostali so urejeni, verjetno se vam bo svetla koža, malo je tudi rdečice, to se bo še poudarilo na slikah, ampak me sploh ni v bistvu, ne, striktno ne. In potem smo v bistvu, vsi so bili urejeni, smo jih postavili bili so v bistvu za neko tako sejno mizo. In gospod v bistvu tako še malo, v bistvu že bilo tako pleše in še luč je bila nekje za njim, ne. In sem v bistvu tako zelo elegantno, sem v bistvu samo naredila sliko in sem rekla, gledajte, to tako izgleda, lahko vidite tudi tako na sliki izgledate ostali. Zdaj, malo izstopate, zdaj, če želite, mama še čas, lahko vas uredim, če vam je pa okej, samo morate mi potrditi, ker konec koncev je na nek način tudi on bil plačnik, ne. In potem, ko je pa videl na slike, kako to spade, pa tako, ja, prosim, greva, ne. Pa No smo pol dobro, da je naredili. razumel vsaj na neki Ja, je točki. razumel, ja, ampak v bistvu pol, ko vidiš dejansko, ne, ja, rdeč, sijoč, ne. Ja. Pa ko ni treba izpadlo veliko, lepo. mislim, Ni treba dobro, ti veliko, ne. veš več kot jaz, no, ampak meni se Ti zdi, da ni rabiš treba. kar pudra.
Izključen si. Izvoli z vprašanje, raje. Kakor s komentarji. Dokončaj. Jaz sem svoje uredil, nimam več vprašanj. Ne, prepuščam ti, ker imaš ti veliko bolj zanimivo naslednje vprašanje. Jaz imam še enega tule, da se vrnemo nazaj na poroke. In sicer, kje pa se običajno nevesto ureja? Mislim, večinoma verjetno na domu, ampak se jih kaj tudi za kje drugje odloči? Včasih so se vse neveste urejale na domu, zdaj se jih pa kar precej že ureja na samih lokacijah. Dosti od tega, da recimo, včasih se recimo ličila samo nevesta, zdaj se liči še mama, pa sestra, pa priča, pa prijateljice. Tako da dostikrat je potem tudi doma pri nekaterih prostorska stiska, tako da se tudi že zgodi, da se v bistvu ali najame hotelska soba, ali se najame kako prenočišče, kjer pol recimo sploh če dlje lokacija, pol tam prespijo, tako da zdaj smo nekako vse povsod po malem, no. Ni, da bi rekla, da je nekaj karkoli stopa, ker je v bistvu tako kar nek tak kolaž vsega. Iz fotografskega vidika je meni zelo všeč, ko vidim, da ne bo doma. Pa ne, da niso domovi lepi pa to, ampak če imamo otroke pa tako naprej, pač imamo, vsi vemo, ko imamo otroke, kako izgleda naš dom in pač ni najbolj fotogeničen, no, tako imaš res veliko stvari. Jaz sem dokumentarni stil, imam tako v največ primerih, ko mi to dovolijo. In me pač ne motijo nobene igrače, pa neč, ampak tako pač nevesta si ponavadi želi sploh pri tem delu tako res beauty shot, ne. In v hotelu je to lažje narediti, ker hotel je pač z namenom tako minimalistično urejen in tako, ja. Tako da mi je kar všeč, ko vidim, da bomo delali v hotelu. Če smo doma, pa se jaz kar pripravim in tudi začnem delati čisto drugače, pač tako. Imam par shotov tako z vašimi lučmi pa to, da so pač te, kar pričakuje nevesta, ampak drugače mora biti pa tudi ta hektičnost doma, ki je, če si doma in če so vsi zraven doma, se pač to dogaja, da skozi odpirajo vrata in skozi hodijo in skozi so neka vprašanja. Pa tudi to je, recimo, to mi je bilo zelo zanimivo, ker pa enkrat je en tast je rekel na poroki, ko smo se urejali v hotelski sobi, pa rekel, kako to zdaj ne mladi komplicirate, včasih smo vse naredili doma, pa se je skuhalo doma, zdaj pa kar neke hotelske sobe, pa tako nevesta zelo lepo rekla, ja, ampak danes ste pa vi zelo spočiti, ja, ne? Tako drugače bi pa obrzoval živo mejo, pa bi kosil, pa ga, ne, tašča bi v bistvu šipe čistila, pa kuhala, pa praznila, pa mogoče bi mogli še kaj pobeliti, ne. V bistvu je tako kar nekaj razbremenitev tudi, če si izven doma, ne. Čeprav, recimo meni, jaz sem pa veliko rajša doma, ker doma imaš vedno garantirano neko, skoraj vedno, razen če kaj drugega pripravijo, neko kuhinjsko mizo, ne. V hotelih je pa tako precej drugače, ne. Načeloma okno je, da imaš svetlobo, čeprav se tudi lučka si lahko prineseš, ampak jaz res rada delam ob naravni svetlobi. Znajo biti v bistvu hotelske sobe kar tako natrpane ali pa v bistvu te nizke mizice, ko se v bistvu pol ves čas v bistvu sklanjaš, je v bistvu tako malo Ni popolno. Ja, je pa lepše pol za slike, kar tudi v bistvu vzameš pol v zakup, ker konec koncev tudi zdaj imamo te behind the scenes, v bistvu včasih nisi rabo tega, zdaj je treba behind the scenes momente ujeti. Je treba tudi kaj poslikati, pa tudi pol lepše izpade, ne. Sploh, če so kake rumene stene doma ali pa zelene stene doma, ne. Želiš v bistvu tu nekaj lepega, ampak nekako ne moreš pol, v bistvu, sploh mi, ko ne znamo nekaj editirati pa. Jaz imam predlog za vsake hotelske sobe rezervirajo. Suito ne rezervirajo, ko je zraven pisarnica, ta pisarniška miza, ta bo dosti visoka. Okej, samo ne vem, če imajo to vsi hoteli. Ja, tako, treba je prav hotel najti, pa še pravo sobo v hotelu, ja. Ja, pa že cene spet dvigujemo, teda ni nujno to, da to je samo predlog. Ampak je veliko stvari, ko niti ne pomisliš prej na njih, ne? Ja, mislim, jaz nisem nikoli pomislil, da tebe moti, ko je nizka mizica, ampak ja, logično, da ni prijetno se 4 ure skozi prepogibati, ne. Skozi si v bistvu tako v nekem, že tako si v bistvu ves čas delaš malo naprej, ker jaz recimo, če se dela, že to je recimo razlika, če delaš tiličenje, je fajn imeti visok stol, da ti lepo vidiš, ampak če delaš frizuro, potem ta stol previsok, ker ne dosežeš. Tako da jaz nekako zdaj delam ves čas na nižjem stolu, hvala Bogu, sem tudi jaz nižja, ampak da imaš pa še tako nekje dol, ali pa recimo, da delaš na kakem kavču, ali pa na posli, v bistvu je pa to kar malo. Ja, naporno. Ja. Kaj jaz pridem, pa ne glede hotelsko sobo domov, kamorkoli že, jaz ponavadi pridem proti koncu tvojega dela, ker pač nevesta si želi začetek fotkanja tam, ki je že do neke mere urejena, ne. Kdaj se pa začne tvoja sobota, recimo, da je pač poroka v soboto, kdaj se pa začne tvoja sobota, sploh če je to več ličen, recimo, da so to še kakšne družice vključene, mama, sestra, kdorkoli,
Kdaj se začenjajo tvoje poročne sobote? V bistvu, jutra so zelo različna, običajno budilka med 4 pa 5 zjutraj, včasih tudi prej. Imela sem lansko leto, sem imela 2:30 budilka ob 2:30 zjutraj, da sem prišla prav čas, pa še tako je bilo neko ful deževje napovedano, jaz en dan prej sem gledala napoved, pa vedela sem, da tako ful, da je tako zelo daleč od avtoceste in da so še neka dela na cesti, tako da takrat je bilo res tako pestro. Drugače pa zelo odvisno, to se tudi malo spreminja z leti, včasih so bile neveste tako zelo zgodne. Zdaj je veliko več teh popoldanskih porok, torej se pa tudi jutranje. Ampak vidim, ja, prej, ko nisem delala, običajno je frizer prvi, ne? In se lahko prišla kasneje, da ko delaš še frizure, se jaz isto, ko moram priti prej, ne? Tako da je dostikrat kar začenjamo zgodnje. Ampak jaz vedno rečem nevesti, glej, kar lahko si naredi naprej, probi si čim bolj, da boš lahko šla spat. Tudi to mogoče, da v bistvu je dober nasvet za neveste, sploh tiste, ki ne marajo vstajati. Vsaka misli, pol urice frizura, 1 uro ali pa pol ure make-up, ne gre za poroko, ne, ker mi smo, recimo vizažisti, jaz znam narediti make-up v 7 minutah, ker ga tudi moram na TV-ju, pol ure imaš make-up in frizuro, ampak to je make-up in frizura, ki si ti zraven, ko ti vmes popravljaš, na osebah, ki so vajene ličenja in frizure, ko že malo tudi vejo, kako in kaj, in ko bo v bistvu pred kamero par ur, če pa ti v bistvu imaš v bistvu neki sploh kodri, ki mora biti cel dan obstojni, pa ti ne moreš v bistvu samo tako malo nakodati, ne treba pripravo las narediti v bistvu in pri ličenju v bistvu so dodatni koraki, ki omogočajo obstojnost, bolj poskrbiš za detajle in to pol vzame, seveda pa treba tudi vmes, recimo, jaz tudi vedno rečem nevesti, narediva recimo najprej frizuro, potem si lahko vzameš malo pavze, recimo, da tudi ker jim je tudi dostikrat neprijetno toliko časa na stolu sedeti, ne. Bom jaz uredila eno drugo, ti si vzemi čas, lahko takrat spiješ kavo, lahko takrat še lepo ješ zajtrk, če ti je zjutraj prezgodaj, lahko kakšne telefone urediš, pa pol nadaljujeva, pa tudi, da se to malo razmiga, da malo gre pogledat, kaj se v bistvu dogaja, pa tako naprej, ne. Ja, saj pač to, te poroke, ko se hit začnejo, so tako tudi naporne za vse. Saj ne samo za nevesto, pa za ženina. Meni ful všeč, ker zadnja leta se dostikrat zgodi, da pač nista več oba obreda vključena v ta poročni dan, v to soboto recimo, a ne, da se pač že prej civilno poročita, pa sam cerkveni ali kakorkoli, pa da dejansko svati pridejo ob 3 ali pa celo 5, a ne. In se ful pozna tudi na energiji poroke pač. Veliko bolj si pol privoščijo, veliko bolj pač lahko uživajo v tem, kar je organizirano, kakor tisti, ki začnejo že ob 9 zjutraj, ker nismo velikokrat od 9 zjutraj do 3 naslednjo jutro aktivni, a ne, tako brez resne pavze vmes, a ne. Tako da tudi to, ampak saj, to je čisto osebna izbira vsakega para, kaj vključi in kaj ne na poroko. Ampak zna biti naporno, ne, če imaš ti že obred ob 10 zjutraj slučajno, pa se mora make-up začeti, ne vem kdaj, posredi noči, a ne. Recimo, če se ob 10 dajo obred, recimo, ne, pol je verjetno ob kakih 9 odhod od doma, pol se recimo začne nekako, mi vedno rečemo, ne vem, 9:15, da bi mogla biti gotova, ker vedno moraš imeti malo rezerve, pa da se pol slika, pa da se obleče, pol se pa tako kar malo te stvari seštevajo, ne. Ampak to je spet tisto, kar smo se prej pogovarjali, boljše imeti vsake neveste, rečem, rajši, meni ni problem vstati, jaz bom vstala, ne, poskusi, če tebi ni problem, dajva štartati zgodaj, zaradi tega, ker boš videla, koliko pride nekih malenkosti vmes. Saj sami vidimo, par minutni telefonski klic, nekaj greš iskat, pol so še kakšni otročki, recimo, rabijo malo pozornosti, ker tudi če so majhni otročki zraven, dostikrat čutijo, da se nekaj dogaja, pa glih takrat bi imeli mamo, ne, pa je fajn, recimo, mislim, mi smo že parkrat imeli primere, pa takrat reče, mama, rezervo. Vzemite si par minut, pocrkljajte se, ker drugače se samo stvari stopnjujejo, ne. Pa otroček čedalje bolj nervozen, pa čedalje bolj in je nevesta stresirana, sploh če so mali, se včasih še pri nevesti kar podojijo, pa se malo pocrkljajo, da so zraven. Pač, da imaš malo rezerve, ker pol res lahko narediš sproščeno dopoldne. Če pa v bistvu te vsaka taka malenkost, ko bo prišlo par minut tega, ti ruši sistem, pa ni fajn, ne. Tako kot sem že prej omenil, jaz ponavadi, ko prijem zdaj na poroke, si ti, mislim, ste vizažistke že tam, a ne. Pa vedno izgleda tako zelo sproščeno vse, se smejite, uživate, se pogovarjate, tako si prej rekla, si malo v pomoč predvsem pač psihološkem ali kakorkoli. Izgledate ful sproščene, a ste res tako sproščene ali je to dejansko maska. V bistvu zdaj čisto odvisno, če gre vse lepo po planu, pa da je še sproščeno, pa da so stvari v timingu, pol ja. V bistvu sem vedno zraven na mizi, v bistvu imam običajno listek s timeline, ker v bistvu je to tako, ne,
po nekem zaporedju, tako od te do te ure, narediš eno, potem drugo, potem pa ena zamuditi frizerja, ena mora še nekaj iskati, ena ne dokončaš, pa pol tudi ne veš, ok, ja, imam z njo še 5 minut, imam 10 minut, ne. Zelo veliko se dogaja in pa imam jaz običajno napisano, od kdaj do kje, ampak pol je že treba kar malo zbuditi, aha, pa ona ima še 10 minut, tukaj smo že, ne vem, 5 minut v ozadju in pol, ne. Tako da v bistvu se v bistvu kar nekako dogaja, ampak ne smeš pa tega pokazati. Ja. Ne? V bistvu tudi smo se pogovarjali z nevesto, meni se je v bistvu žal v tem času tudi zgodilo, da sem vedno imam zraven prigrizke. Tudi recimo, če se vrnemo na hotelske sobe, dostikrat ni nobene hrane. Ti recimo zjutraj ob 3 vstaneš, se zjutraj ne zatrkuješ, ampak pol po, ne vem, po 5-6 urah že začne energija malo padati. In takrat sem v bistvu spila 2 kave zaporedoma, nisem mi zdelo tako nič problematičnega. Pozabila sem v bistvu prigrizke doma in se mi začelo kar naenkrat vrteti. V bistvu pa je ravno tak čas, ko ti moraš zaključevati, ko rabiš maksimalno fokusa, lepiti trepalnice, spenjati lase, nevesta nervozna in sploh ne veš, misli, kako bo zdaj to skomunicirano, nobenega ni tam, bili smo na nekem oddaljenem posestvu, kako boš skombiniral. Pa sem se tako, kar nekaj sem tako vidiš, ko so začele noge tako iti bolj na stabilnost, pa da se res umiriš, pa da to, ko dokončaš, ampak pa, ko sem prišla v avto, sem pa tako bila čist kaput, ne. In ja, velikrat je tako, v bistvu ti si v bistvu tam za podporo nevesti, ne pa da jo stresiraš, ne. Saj se kdaj tudi zgodi, da že vidiš pol, da se že tebe malo loteva nervoza, ker sploh če je velik faktor, ampak pol se hitro spomniš, da pač. Mislim, pa mentalni napor je glih toliko naporen kot fizična, ne. Jaz sem bil, jaz sem bil pred to kariero, sem bil rudar, ne. Okej. Pa po 8 urah v rudniku nisem bil dostikrat, nisem bil toliko utrujen. Dobro, na porokih je pri meni nekje 12 recimo, ampak po 12 urah poroke je vedno huj, pač tako čist vedno. Ker tako, ko se zvečer zjutraj že skoraj usedem v avto, ko midva skupaj delava, ti lahko pove, koliko sem jaz vozil domov. Nič, ja. Ni variante, da te ne bo. V bistvu tista, se mi zdi tista odgovornost, Ja. pa v bistvu ličenje se mi zdi, da pri meni še tako najmanj v bistvu, ne, in tudi jaz dostikrat pridem, recimo sploh kadar so zgodne stvari, pa v bistvu tudi velikokrat, ne vem, koliko imate vi, v bistvu mi vizažisti tako zelo malo jemo, ne. Sploh če si v kaki hotelski sobi ali pa dostikrat se tudi pozabi, se velikokrat zgodi recimo, da ne dobimo niti vode ali pa karkoli, ne. Pa ne, recimo nekateri jim ni to v navadi, nekateri pozabijo, nekateri se sploh ne zavedajo, da v bistvu nisi tam res samo 1 uro, ampak na koncu si jih 5. In meni se zelo velikokrat zgodi tako, da zdaj sem že kar malce pripravila, ja, vedno imam zraven vodo, termokos, kakem zelenim črnim čajem, da me malo tako dvigne, pa jabolčne krhlje, to so super, ker ti malo da sladkorja, pa malo v bistvu zaposli prebavo, da lažje zdržiš. Ja, pa da običajno, ko prijem domov ali pa ko se sedem v avto, ko pride malo stvari za tabo, sicer sem veliko manj ur, ko vidva, mi zelo paše nekak polurni power nap, ko prijem domov, da se malo sestavim. Ko adrenalin popusti. Ja. Pa običajno se peljem domov v tišini. Ne bi se več pogovarjala, ko mi kdo reče, se me pokličeš, ko boš v avto, tako da je. Lahko jutro, ne. To sem začel tudi jaz prakticirati. Rabim malo pač tako spustiti vse tisto, ker sem, da bolj, ko gre proti koncu, bolj se nabirajo neka čustva, pa ti stres, pa res v bistvu si precej bolj utrujen, kot pa pri kakem fizičnem delu v bistvu, no. Točno to, ja, čisto res, ja. V bistvu smo se tekom tega že dotaknili. Kaj pa je en del vašega posla, ki se pa najbolj spregleda? Jaz mislim, da je prvo že ta, koliko je ene komunikacije, posklajevanja. Koliko je priprav, jaz recimo, ne vem, koliko imata vidva časa, ampak jaz sem vse v kovčkih, ampak vedno zvečer, to sem lansko leto začela probeležiti, običajno jaz se vse rada pripravim zvečer, zdaj, če so temperature v redu, se tudi lahko da že kje v avto, drugače je pač ostane na sobni temperaturi, da so stvari, da so ličila pač neke primerne temperature, pa da se ne kvarijo, ampak v bistvu ogromno produktov imaš noter, ne, in pol preveriti, če se zmanjkalo, dopolniti, čopiči se recimo, če skrbi za higieno, se tega zelo veliko nabere, tudi čez čiščenje čopičev, tudi kar nekaj, pa da pol to spet nazaj zložiš v kovček.
ne vem, nabave materiala, ko gre tukaj enega, sploh pri porokah, v bistvu je treba se malo testirati, preden greš dejansko na poroko. Jaz običajno v tem spomladanskem času, ker itak grejo stvari ven iz prodaje, nabavim nove stvari, par mesecev testiram na sebi, kombinacije, da imaš res neke take preizkušene. Tako da v bistvu samo ličenje je res tako pač tisto najmanj, kar je. del tam, Ampak ja, lansko leto sem si prav beležila, ker sem bila v enem takem obdobju, da sem pač rabila tako malo tudi imeti stvari, koliko gre časa za odgovarjanje na maile, za sestavljanje časovnice, za pripravo kovčka, za pospravljanje, ko priješ domov, ne. Kar v bistvu nek tak zalogaj, ki je v bistvu tako res spregledan, ko smo pa zredotirali tako za 1 uro, ne, ni 1 ura, Te ne. kar stisne, ko začneš gledati, ja. koliko je tega zadaj, ja. In tukaj, če gledaš, recimo to, ko smo prej rekli, sam, da je poroka je več, ni v bistvu res, ne. Če recimo pred neka maturantka, bo ona rekla, jaz moram biti ob 5 končana, ne. In ti pač rečeš, ok, ob 4 prideš in je to. In je pri tem ostane, ne, ona prije k tebi v salon in to je to, ne. Če pa vmes še ne veste, pa pol najprej 20 mailov, pa pol vsa koordinacija, pa še kakaj na svetu po telefonu, vse spakirati, ne, vse se zabeležiti, tudi recimo nabava, da imaš, jaz si pol v bistvu na poskusnem, če se odločimo za umetne trepalnice, da dam pol posebej za njo, pa da imaš na skrbi, da je to vsega na zalogi, recimo, če jih bo imelo, ne vem, da si slučajno isto dolžino, da imam res za vsako tega dovolj, pač velike nekih takih malenkosti, no. Se pravi, pred vsakim projektom gre vse, ker res vem, koliko je v tem kovčku, je res ni malo stvari. Vse gre ven? Ne, v bistvu grem samo čez, Aha. pogledam, česa zmanjka, kaj je treba dopolniti, kaj recimo so mogoče specifično, včasih se tudi zgodi, da kakšne lastnice ne dobijo, pa mi jo jaz pol posodim, pa sem lansko leto je bilo noro, ne vem, sem je pisala naprej, sem pol ure samo lastnico iskala in lastnice so v eni škatli, ampak nje noter ni bilo. Ni je bilo noter. In na koncu smo v bistvu ugotovili, da se enkrat zahakljala z neko drugo in ste bile skupaj v isti vrečkici. Ampak je bilo pol to, hvala Bogu, ker sem tisto drugo lastnico vzela zraven za rezervo. In ko smo se že nekako, pa tako sem se prav tako, ker tista lastnica res tako perfekt pasala na frizurco, da bo sem ono drugo potegnila ven, da še ta zraven padla, je bilo pa tako cela sreča, ne. Ampak ja, ne, pol ure samo za iskanje lastnice, ne, ni tako malo, ne. Ne. Pa pol seveda moraš vse to, kar zraven vzameš, pol spet razpakirati. Tako da organizacija je tukaj zadaj kar veliko. Ker seveda se od nas pričakuje, da je vse popolno, da smo na vse pripravljeni, ampak ta pripravljenost pol vzame v bistvu velikega Kaj časa pa je pa produktov. najpogostejša napaka, ki jo nevesta naredi pri izbiri vizažistke? Prej smo rekli, ok, v redu je čisto nek kontrastil ali neki, kaj bi še bilo kaj take? Je pa malo glih to, da je kontrastil. Ali pa recimo, da ne naredijo poskusnega ličenja. Sploh recimo, če si želijo neko ful, ne vem, da izbirajo na podlagi tega, da je res taka zelo fajn preobrazba, ampak oni se pa ne čutijo, recimo, ne. Definitivno, ja. Ker se po mojem druge spet ne moreš neki ful zgrešiti, a ne. Ne, tukaj ne moreš, ampak pač, da, ja. Zdaj pa Mislim, se je dobro, da ni veliko napak. Ja, je dobro, ja, pri nas jih je več, ne, ja, pri nas jih je več. Mislim, ja, pač je lahko, ja, pač itak ta stil, to, kar si že tudi govorila, se ta je pač največji in res ni prav, če nekdo zbira, pa vsi delamo enako. Tudi ko jaz, ne vem, nova vrata za hišo naročujem, pač vprašaš za ceno, se cena je pač velik faktor. Cena je velik faktor, ja. Ampak je za dobro tudi, če pogledaš, kakva so ta vrata, oziroma pri nas, kakve so moje fotografije in pri tebi, kako je tvoje delo. Vsaj vzporedno s ceno, da ni cena tista čist na vrhu in pol, ok, cena je v redu, zdaj pa pač bom zbiral te, ki so najcenejše, ali pa recimo kakorkoli že, ker ti je lahko hitro na koncu, po mojem, pa pri izbiri kateregakoli ponudnika že, ne. Sploh pa pri poroki, ki je res tak dogodek, ki zna biti, pač mislim, je neponovljiv kot prvo, vse se bo zgodilo tam enkrat in če nekdo, ki ni pripravljen, pa ko ne ve, kako reagirati, je lahko problem, no. Ja, pa tako mogoče na splošno, saj smo si tukaj karakterno zelo različni, ne. Meni že recimo, ko pride na poskusno, pa tako, ko začnemo pogovarjati, pol ugotovijo, koliko je enih detajlov, ko se moraš ti pogovoriti, ne. In recimo isto je pri drugih stvareh. Jaz se tudi spomnim, ko so se midva poročila, pa misliš, ok, greš na lokacijo, pa se zmeniš in pa ti, ko se zmeniš, pa prije še 10 drugih mikroodločitev, ne.
Tako da vsako stvar je treba fajn, pa v bistvu tudi tako se mi zdi, da ogromno nas je ponudnikov, ne, vsako leto več, da imaš tisti čas, recimo, da nisi sam rekel, to je veliko povpraševanj. Kakva je vaša cena, ste prosti ta termin in potem se selekcija začne, ne. Recimo meni je tudi, ne vem, da vidiš, a se z osebo ujameš, kak je njen stil, to je prvo, ne. Pol pa v bistvu na podlagi tega, ko ti najdeš recimo par, ko ti ustreza njihov stil, pol pa vprašaš za ceno, pa pol vidiš nekak, ne. Pa se na podlagi tega odločaš, kaj ti je bolj pomembno, ne. Sploh je to pomembno pri nas, ko smo na poročni dan z njimi, a ne. Ker dejansko si rekla, ti si 5 ur z njimi, mi smo še več z njimi in je res dobro, da pač imaš osebo v sebi, ki ti olajša, pa ki ti polepša ta dan. Ne samo, da naredi pač svoje delo, ampak še mogoče čist brez dodatnega efforta, zato ko ti pač sede ta oseba, da pač Meni se zdi, da je to en tak segment, ko je ful podcenjen, pa se ga ne zavedamo. Pa jaz se ga tudi dolgo nisem zavedala. Mi je bilo recimo zelo to, ker se mi je vedno zdelo, da že moj stil ličenja v bistvu prvak take, ker recimo kolegice so in dve rekli, jaz ne delam več porok, meni je tako čist preveč napolno, to so, ne, niso fajne. Saj pa koliko, jaz sem pa same ful fajne, jaz pa ful rada delam z njimi, ne. Ampak sem pa imela v bistvu tako en tak zelo tak, v bistvu bila sem z nevesto v kontaktu in je rekla, da je vse super, ampak da je bilo na poskusnem fotkanju, da je bilo ful naporno biti zraven fotografa in da je prav strah, kako bo te zdržala v bistvu na dan poroke z njim. Pa je nisem čisto razumela, dokler nisem imela poročnega ličenja, ker je bilo tako, moj bog. Jaz ne bi zdržala več z njim 1 uro, pa to je bilo tako res, v bistvu to je bilo par let nazaj, ne. Jaz sem takrat v bistvu to dojela, koliko je to pomembno, recimo, ne. Sploh pri tistih ponudnikih, ko so res zelo blizu tebe cel dan. Tako da tudi takrat, ko smo recimo, ko smo zbirala fotografa, da smo se ujeli na sestanku, da vidiš, a energija steče, a pogovor steče, a klikneš ali ne klikneš, ker nismo vsi za vse, ne. In je to čisto okej, ampak da imaš nekega takega, ko klikne s tabo, da nimaš nekoga, ki ti je pa prav neprijetno z njim, pa ne veš, kako bi se pogovarjal. Ne, s nekaterimi. Jaz sem v eni sezoni svojih porok tam na začetku nekje sem hotel ravno to promovirati, to, ko tudi ti danes veliko govoriš o tem. Se spomnim tega, ker si imel tako zelo take dobre videe in so tako zelo nagovarjali to, kar je spregledano. In sem tudi pač vsakemu paru sem v tisti sezoni rekel, če blokirate pri meni poročno fotkanje, imate, to sem rekel, 1 sezono bom pač imel, kakor bo porok, toliko še dodatnih dni dela, imata gratis predporočno fotkanje, da sem jaz videl, koliko je meni to pomembno. Ne samo, veš, jaz ne morem pare za naprej naučiti tega. Te pare sem jim pokazal, pa jim je bilo vsem, čisto vsakmu, ful všeč. Meni pa sploh je bilo noro in sem pač rekel, da bom probal to čim bolj pač nekako spraviti tudi do bodočih parov, da pač se vem, da je nekaj stroška, pač, ampak pri nas je sploh, lahko zberejo čisto drugo lokacijo, kakor na poroki si omejen s tem, kje se boš fotografiral. Na predporočne mila gremo kamorkoli hočeta. Lahko povežejo to s teboj oziroma pač s tvojim delom, se pravi, lahko se nevesta takrat namaže in ima še fotke zraven na tisti dan in lahko vidi, ne samo koliko je všeč, ampak koliko je všeč tvoje delo tudi na fotki. Se to velikrat kombiniramo. Ja, in je pač tako ful se da pač povezati te stvari, pa pač imaš konec koncev ful hude fotke, da kar samega sebe hvalim, no, ampak imaš dejansko hude fotke iz neke tam doline Soče ali pa nekaj, ker ne moreš mogoče takrat na poročni dan tja in je lahko ful plus to, no. Pa imaš tudi izkušnjo zaradi tega, imaš izkušnjo, koliko bo dejansko izgledala in make-up in frizura na fotki, to je dodatnih 5 mailov, ko se koordiniramo, ampak ne. Ampak je pa pol tudi tisto, ker recimo dosti nevest reče, mi je ful neprijetno, pa ne vem, pa jaz sem navajena kamere, pa moj sploh ne. Ampak pa vidijo, da v bistvu to ni zdaj tako, ko je bilo v šoli, ko so nas postavili, pa tako, pa si recimo smejal, pa ti je bilo celo leto grozno, ko si videl na sliki. Ampak v bistvu je neka komunikacija, pa se sproti naredijo fotke, pa tudi gre pa nek te strah, na dan poroke ti pa ni, da se bo cel dan fotkal, ne. Ali pa konec koncev zamenjaš fotografa pred poroko, če pač se ti zdi, da to, kar si prej omenila, pač jaz eno tako predporočno sem tudi imel, ker smo šli, pa je bilo dobro, pa to, ampak pač ni bil stil tak, ki smo se ujeli in smo se vsi skupaj dogovorili pač, dajmo mi raje to prehraniti za kakšna družinska fotkanja, karkoli že, se bomo tam dobili na poroki, pa raje dajmo koga druge. In sem tudi jaz predlagal druge fotografe, meni sploh ni bilo težko, pač, ker zakaj bi tudi jaz delal nekaj, saj smo pa pač freelancerji, se lahko zbiramo, kaj delamo konec koncev, zakaj bi in mi in pari ne bi imeli 100% izkušnje, če lahko imamo.
Ampak to je neka taka poklicna zrelost, se mi zdi, ko ti tudi veš, kaj je za tebe neko, ne gre za to, ne. Ja, dolgo tem je to lažje pač tudi narediti na ta način. Na začetku si ne upaš niti reči. Pa dostikrat je tudi tako, jaz recimo vidim, tega sicer zdaj manj, ampak tudi to zrelost v bistvu ženina pa neveste, da si upata povedati, recimo, ne. Jaz sem recimo imela obdobje, ne vem, ker se prav spomnim, neveste, pač ne moreš skriti, a ti je všeč ličenje ali ti ni. In ves čas je bilo všeč, potem pa v nekem momentu, pa ne vem, kaj sva naredile, sem začutila neko nesigurnost. In ona tako, da vse super, pa tako, veš, jaz imam pa občutek, da ni, jaz imam pa občutek, da te nekaj zmoti, ne. In ona tako, ne, vse je super. In pol v bistvu sem v bistvu še enkrat vprašala, sem rekla, veš, meni je pomembno, da me ful moti, ko fotkaš, ker se na to ostro natoča. Sorry. Pa se nekaj ne boš to počel, veš, kaj premamo, pa res ostala sem šel po fotoaparat. Ker si pa fajn govorila, se nekaj ker story posnel, Ja, sorry. Ne boš na neki točki začeti govoriti, da bo lahko odrezal. Jaz ne bi rezal. Ne, Pustimo to, v redu je. Sorry. Skratka, videla sem, da je nekaj ni, ne. In potem sem že začela pospravljati in sem ves čas v bistvu poudarjala, koliko je meni pomembno, da ko jaz grem od nje, da vem, da je ona zadovoljna. In da v bistvu karkoli ona reče, to ni kritika mojemu delu, ampak je njen feedback, ne? In pomoč meni, da bom razumela, kaj lahko naredim drugače. Ker kar si jaz želim, je to, da ona je 100% iskreno nasmejana in da si je ful všeč. In na koncu smo ugotovili, da je bila črtica majčkeno predebela. In ko smo dali tisto dol, je zažarela. Ampak to sem rabila pol ure samo, da sem tako dobila iz nje, pa še to sem pa že skoraj do konca pospravila, pa je tako rekla, kaj pa, če bi mogoče poskusila dati to črtico malo stanjšo. Tako, aleluja, ja, dajma. In pa je bilo to, ne. Hvala Bogu za tvojo formalno izobrazbo. Ja, ne, hvala Bogu. Ampak, a veš, ne znamo sploh, ne, zdaj se te stvari izboljšujem, ampak včasih, nam je težko povedati, ne. Ali pa ne vemo, kako bo nekdo sprejel, ampak hvala Bogu, ne, za povratne informacije, ker tako da to bom že priprave, ne. Povej mi, danes smo tukaj zato, da skupaj ustvarima, ne, jaz s svojim znanjem, ti pa s tem, koliko sama sebe poznaš. In to tudi recimo, kar je v bistvu na dan poroke je ličenje profesora vedno malo drugačna, identična, ampak tako tiste, sploh ne znaš izraziti, ne, ampak sem se parkrat z nevestami pogovarjala, ja, ker ti začutiš osebo, ker spoznaš kot karakter, ker vidiš malo več kot samo obraz, ker ti recimo se pogovarjaš in že delaš, ne. Pol pa pridejo tako tisto, ne, ko jo začutiš, pa pol mikro stvari, ki jih sploh ne znaš povedati, ampak pride malo drugače in je pol to res to, ne. Ko pol tako reče tako, nekaj je drugače, sploh ne vem kaj, ampak ful je dobro. Ne? Jaz? Zmanjka vprašanje? Ni še zmanjkalo. Ni še zmanjkalo? Treba časa zmanjkalo go vprašanj. Ja, se glih to gledam, ker ne skrbeti. 10 minut, da mora gora niti. Okej. Jaz nadaljujem. Ja, daj ti nadaljuj, ja. Pa zaključi. Dve vprašanje, ki so ena z drugim v bistvu. A se je kdaj zgodilo, da je nevesta na poročni dan ugotovila to, kar smo zdaj ravno govorili, da to ni to? Se verjamem, da zdaj ni bilo tako vse, ampak da je ugotovila na tej točki, joj, jaz bi nekaj drugače, jaz bi nekaj karkoli že, čeprav je prej preizkusila pa vse. Pa še kar zravno vprašanje, ker se po moje mičken se vsaj navezuje. A si kdaj mogla popravljati delo druge vizažistke? Mogoče na poroki, ki drugje, ampak tako, da je prišla nevesta oziroma gospodična z željo, da popraviš to, kar je bilo narejeno. V bistvu to se nam, včasih se nam je to bilo nekakih lepotnih izborih pa na temu dogajalo, ampak iz vidika te poklicne, da bo spet snemo, okej, poklicne profesionalne, pa ne glih tega dela, veš. Ne motiš, no. Ne snemam. Ja, ne, sploh ne. Ne snemam, veste. Poklicne profesionalnosti pol v bistvu je raje čas meriš s osebo, ko je to delala, ker se meni tudi zdi, da meni ne bi bilo prav, ne, da nekdo popravlja za mano, zaradi tega, ker smo vsi odrasli in če so, ne bom rekla kritike, ampak ja, v bistvu kritike na lep spoštljiv način povedane se v bistvu da vse urediti. Oziroma se vrnemo nazaj k temu, zbereš nekoga, ki ima tvoj stil. Ne? Se je pa zgodilo, tako sem mislila, smo se prej pogovarjali o tem, da smo se v intervjuju, ja, da so bili primeri, ko so bile na poskusnem ličenju druge.
pa so pa v bistvu ugotovile, pa zelo velikokrat je bilo to recimo, da sem ko so prišla k meni na poskusno ličenje, pa tako, to je pa čist drugače. Pa se tako me veseli, se pravi, da ti je všeč, pa tako, ja, ful mi je všeč, pa takrat sam skrbi me, ker tam je bilo to v salonu, mi je bilo kar okej, pa ko sem prišla pa ven na dnevno svetlobo, je bilo pa čist katastrofa, ne, kako pa tukaj izgleda, pa sem rekla, v bistvu smo dejansko pred oknom, to, kar vidiš tukaj, to bo dejansko videti zunaj, pa tako, okej, pol je tisto, ne, tukaj je ta razlika v tem, nekdo dela profesionalno, ali ne, Včasih se je dogajalo, da sem prišel na ličenje pač zjutraj, ne, in niso bili pred oknom, ali pa niso imeli pač te delati lučke, ki jih imate zdaj vse že skoraj. In sem bil kar šokiran, to se mi ne zdi najbolj v redu, ne. Ampak se štekam, se pač vsi ne vložijo, pa tako si že prej enkrat razlagala, je soseda, ki ful dobro liči pa vse, ampak pač ni pa pozorna na vse, recimo na to, da moraš gledati, kako bo izgledala nevesta zunaj, ker bo večino časa zunaj in pač vsi bo gledali na delajtu. In pač ni na to pozorna, čeprav zna dobro ličiti, ne. In jaz v teh primerih sem vedno rekel, lahko zaradi fotke gremo tjale pred okno delati, da pač bom jaz vse v resnici rabim pač fajn luč, da lahko naredim fajn fotko, ampak se mi je zdelo tudi konec koncev, vem, da vsi delajo pred oknom, jaz vem, da pač je to boljš, dajmo iti tja, pač sploh bom rekel, zakaj, pač zaradi mene gremo tja, ne. Jaz se to dostikrat moramo kakšne stvari tako malo na sebe vzeti, se mi zdi. Tudi recimo, jaz tudi kdaj moram malo kakšne ljudi ven iz sobe poslati, ne, ko nevesta ne more, ona jih je povabila, ampak hkrati pa vidiš, da v bistvu motijo proces, da ona rabi pomiritev, da ona še ni v tem žurka modu, ko so vsi ostali in da je to v tistem momentu še preveč, ne. In pa mi dostikrat tako rečejo, kako si vedela, pa skoro 20 let sem že tem sebi in pa tako reče, hvala ti, veš, ne. Pa da tako, take stvari, ampak recimo to, kaj je razlika? Imaš ti vizažista, ki se v bistvu uči delati ličenje, pa je navajen delati samo neka svečana ličenja, ko so pol v bistvu, ali pa sploh samo na notranji svetlobi. Drugo je pa to, ko je pa poroka zunaj, pa cel dan. Recimo, jaz sem zelo veliko let delala v bistvu različna snemanja, ko smo imeli celo kopico modelov, pa smo snemali pa 16 ur. Ti v bistvu tako ogromno nekaj znanja z tega potegneš, ko vidiš, kako se koža odziva, kaj se dogaja, koliko v boljšo pripravo narediš, na kaj moraš paziti, da je pol to res obstojno, ne. In to mi je zelo dobro rekla enkrat ena nevesta, pa tako rekla, zjutraj smo bile vse lepe, ne. Pa bi iskreno rekla, da mogoče pri katerih je bilo tako še malo bolj videti, da so bile res tega glam. Ampak je rekla, pol pa čez dan, je rekla, sploh ti ne znam povedati, tako kot da bi se kar malo topila, jaz sem bila poskusista. Je rekla, ob 2 zjutraj sem bila 60 dni lepa, veš, ne, ker vse ostalo je že bilo tako vse čisto packano, ne. Teda to je tudi isto, ne, kar se v bistvu ti v nekem dnevnem tečaju se pač take stvari, ker je make-up je les, kljub temu, da se nam zdi enostavno, je v bistvu tako kar precej kompleksen, ne. Meni se zdi, že ko sem ga velikokrat omenil, samo po vsebini kovčka, da ne more biti enostavno, ker je res veliko stvari vključenih v to, da pač nastane na koncu, kar nastane. Rok, zdaj pa res prepuščam tebi, da lahko vprašaš kaj. No, Če še kako vprašanje? mislim, pač povezuje se na to, ne, da si rekel, da si ti nevesta zahvala, ker si poslala ven ljudi, ko ne bi smeli biti tam. A se ti kdaj zgodi, da si bolj psihologinja kot vizažistka? Velikokrat. In pa kako se spopadaš s temi neki čustvenimi izpadi nevest, ker si rekel, dobro, to si rekel, si slišala, da se večkrat nevesta jokala v kopalnici in ni želela ven. Ja, sem tudi imela že primere, ko so bile neveste čustvene, ampak to se mi zdi, da je v bistvu tak nekaj, kar... Ne morem ga posneti. Ne bom ga snemal danes. Ne boš ga snemal. Tule bi ga ne nastojalo, noben ne bi videl, da je tam, pa bi snemal. Drugač pa nimamo 3 kamer, ki snemajo, a veš. Drugač pa nimamo 3 kamer, ki snemajo. Ja, da smo še v kamero pogledali. Pa še pa blooperja dobre. Ja, to pa. V bistvu to nekako pride, to, ko smo se na začetku pogovarjali. To je, jaz v bistvu ravno zaradi tega toliko rada delam poroke. Vidi se, da sem socialna delavka, da je tudi tukaj, no, pa sem tudi hipnoterapeutka, pa ne pa praktično tudi druga sfera, ki jo imam zelo rada, ampak čutim tako izredno hvaležnost, ko si ko si z nekom ob takem dnevu, pa takem lepem dnevu, pa tudi odgovornost, da sem v bistvu jaz tam tudi za ta namen tam, da sem včasih jaz edina, ki sem tudi tam, pa edina, ko imam robčke včasih, ki sem tam, ampak ja,
so taki zelo lepi momenti, ki te veliko naučijo o življenju, pa o tem, kaj je pomembno. Pa, ja, smo vse, ne? Pa smo spet na bistvu ličenje samo en segment, ja. No, zdaj pa boš ti Sem jaz. pripeljal do zaključka. Jaz sem zadovoljen s svojim odgovorom. To so še 3 take zdaj vprašanja, ko bomo res Okej. lepo Še 3 imamo, naredila okej. zaključek. Ja, no, sem Okej. izdal, ja. Kaj ti je pri tvojem delu najljubše? Kaj ti je najbolj všeč? Razgibanost, ker vidim, da nisem za človek, da bi bila, ne vem, v pisarni. To, da ogromno ljudi spoznam. To, da imam v bistvu res lahko rečem, da imam zelo fajne veste, se najde vsake toliko časa, kakšna, ker nisva tako zelo kompatibilni, ampak to je mogoče 1 na 2 leti. V bistvu pa to, ja, da si v bistvu del enega takega lepega dne. Vse v bistvu tukaj, kar paše v kompletu, no. Omenila si, da si tak dan ti doživela tudi iz unga dela, Z ki drugega, ga z moraš drugega kota, ja, kot tudi jaz sem bila, nevesta. tudi jaz sem bila nevesta. Ja, a se je potem, ko si se poročila, kaj spremenil tvoj pogled na samo poroko, pa na tvoje delo, pa tako na vse to? V bistvu meni je bilo, recimo, jaz sem se poročila potem, ko sem že 17 let bila nekako v tem poslu, se pravi, letos bova 3 leta poročena. Ja, v bistvu vedno sem recimo, zelo velikokrat sem slišala neveste, da se opravičujejo za neumna vprašanja, pa da sprašujejo to. In tukaj sem videla, da res določene segmente tudi meni niso bili jasni. Ti imaš res ogromno vprašanj, recimo, ne. In je zelo fajn, da na drugi strani nekdo, ki mu ni to problem odgovoriti. Po drugi strani pa, jaz sem se malo izgubila. Ja, v bistvu zelo veliko enih odločitev je treba sprejeti. In težje je recimo vsako leto, ker se mi zdi, da včasih je bila poroka nekako tradicionalna. Je na neki način bilo to zoprno, ker si bil bolj okupiran s tega, kar se pričakuje. Se mi zdi, da v bistvu se ti zdi, da kar bi mogel ful enih stvari imeti, ne. Ful več je Ampak- možnosti, a ne? Ja, ampak pol na koncu pa v bistvu začneš nekako ugotavljati, kaj res ti si, pa kaj si res želiš, pa pol ves ta balast odpade, ne. In tudi jaz rečem nevestam pač, ne se fokusirati na to, kaj drugi želijo, ampak kaj se ti želi vsiliti, ne se obremenjevati s tem, ampak kaj si ti res želiš, ne. In hkrati v bistvu ne zdaj spet to, ja, ne, da gledaš tako, ker še vedno ti gostiš, je lepo, da je poskrbljeno tudi za ostale, ne. Ampak ja, da v bistvu si narediš poroko po svojih merilih. Recimo midva sva imela, ne vem, jaz nimam prstana, midva nisva imela ne prstanov, ne prič, ne torte in so vsi tako, a to bo sploh poroka, tako ja, bo, ne. Ampak bo ful lepa poroka. In je bilo vse, ne, Pa najina. Mislim, pač najina, vajina. ja. Točno to je. Mi smo pekli palačinke, nam je zanimivo. Torto zaradi tega, ker smo mi to vedno delali, recimo po kakem pikniku, po žurki, ko smo bili s kolegi doma, ko se nam je zaluščalo sladkega, ko je bilo že vse prazno, smo šli peči palačinke. Na dan poroke Noro. so prišli in so nam tam tako spekli palačinke, oziroma sta kolega naredila, pa smo pol si izga torto. Tako, naredili smo v bistvu tak mali dogodek, pa hkrati v bistvu povezalo neko celoto to, kar se je prej dogajalo, ne. Tiste neke povezave, tiste neki trenutki, ne. To je ful dobro, ja. Ta zadnja mi je mogoče najbolj tako, da upaš sebe dati noter v svojo poroko. Ja, Ne ja. pač naredi to, kar je tebi dober. Saj, če je tebi dober, je vsaj tvoji bližnji družbi tudi dober. Ja, ja, Drugi ne bojo izostali, vsi bojo uživali. In če ti uživaš, ostali uživajo in je pač poroka ja. taka, kot mora biti, se Ja. mi zdi. Je to Najbolj na je svetu. to. Ali pa recimo včasih je bil zelo problem, ker so neveste zelo, to se zdaj malo merja, ampak zelo veliko stvari se je pričakovalo, da naredijo same. In potem je, ne vem, do 2 zjutraj delala kanape, ob 5 zjutraj bil pa make-up. In včasih je že ob 10 rekla, jaz upam, da bo to čim prej konec. Pa si tako misliš, koliko neprijeten stavek za na dan poroke, ne. Kako bi bilo drugače, če bi pustila tiste kanapeje ali pa če bi jih naredil nekdo drug, pa bi bila ti zdajle spočita pa naspana in bi res cel dan uživala. Točno to. Ker to se mi zdi, da recimo, in to jaz nevestam vedno poudarjam, na dan poroke vsi gledajo tebe pa ženina. In če boš ti iskreno sproščena, nasmejana, je to val energije, ki gre naprej, ki bo dvignil še ostale. Tudi mogoče bo kdo zamujal, pa se katera ne bo všeč, pa bo kaj, ne, pa ne. Bo vse preživeli. Vsak pride nekako z neko svojo, ampak potem pa vsi gledajo tebe.
In če je te fajn, ne, bo pa tudi posledično vse druge dvigne. Se ne, da zdaj pač daješ odgovornost, ampak vedno se trudimo nekako, pa zelo ta ameriški stil, vse mora biti perfekt, vse mora biti popolno, ne, vse mora biti tako 1890 detajlov je. Mogoče pa kateri ne bo popoln, ampak zaradi tega, ker se boš ti obremenjevala, zaradi tega, ker ni bo čisto tako, kako si zamislila, bo šel v bistvu cel dan mimo, ker dan pa ful hitro gre, ne. Tako da uživi v jutranjih pripravah. To pa milijonkrat slišim drugače, Ja. ko si rekla, dan hitro gre. Ful gre Ob eni hitro. zjutraj, dve, Ja. grem domov, pa rečem, ne veste, jaz mislim, da sem vse naredil, pač to je to, če imate še kaj, povejte, lahko naredimo kamot. Tako, a to je že ura, a konc bo že, joj. Ja, Veste, ja, ne, se ni ja. konc, pač, mislim, jaz počasi zaključim, poroke še ni konc, ampak tako, ne, se ne zaradi tega, ampak 5 minut nazaj smo šele začeli, a ne, tako se ji zdi Ne, občutek, a ne, noro gre hitro. Res recimo, meni je bilo tako fascinantno, ko mi je rekla cvetličarka, da se stvari dogovorimo, ker jih na dan poroke pa tako ne bomo pazila. Pa me tako, valjda bomo pazila, ne, a veš, če mi je pomembno, ne. Ampak naslednji dan se prav spomnim, pa saj sem bila pozorna, ampak eden te gleda, drugega pozdraviš. En je tako ful lepo oblečen, ga vidiš tako nekaj novi in si tako malo tukaj, malo tam, ful se stvari dogaja. In pol naslednji dan, ko je fotograf objavil story, je pa tako, glej, koliko smo bili fajn, škoda, da ne bi bila tam, ampak v bistvu toliko stvari nisem dojela, ne. Nisi pozorna na Ja, vse, in mi je bilo možno. to prav tako, wow, glej, ne, kako lepo. In moje tretje vprašanje je bilo Ja. to, kar si že odgovorila na njega v tem drugem, teda najlepša hvala. Povej vprašanje, mogoče Če še bi- lahko kaj dodam. Če bi za konec zaključila z enim nasvetom za neveste, tudi za ženje na konc koncev, kakšen nasvet bi bil to? Jaz sem ga že slišal, ti pa dam še besedo, seveda. Čakaj, kako če bi z enim Kakšen nasvetom za nasvet neveste? bi dala Ja. nevesti? Ja, to smo nekako že tudi povedali. To Da točno ne, to. nikoli ni prezgodaj, da začne planirati, raziskovati, ker bo videla, da med milijon odločitvami pa vse, kar ti je lepo, pa nekako pride do tega, kar si pa res. Ti pa se pa začne tako kar nekako, v bistvu je res tako nekako tisto, kar je na vsakodnevni ravni, samo malo boljš, ne. Ne vem, če ima recimo skozi spete lase, bo običajno tudi takrat imela spete samo malo lepše, ne, make-up je tudi malo več, v bistvu tudi hrano, mislim, ni treba, ne greš pa vse v ekstreme, ker ugotoviš, da v bistvu se tukaj najboljše počutiš, predvsem pa to, kar sem rekla, pač ne uživajo, ker dan tako hitro mine. Če kaj ne gre čisto po planu, jaz vedno rečem, če kaj ne gre po planu, ne smej se temu, če ne, zdaj se bo čez 10 let ful smejala, ker so to najbolj komični trenutki dneva, Ja. predvsem pa uživi, ker je tako prehiter konc, ne. Jaz kot fotograf sem ful pozoren na te stvari. A veš, Ja, ko nisem po ja. planu, nekaj, ki se zgodi, ki ni Pričakovano pričakovano, ni popolno, kakorkoli, ampak se zaradi tega skoraj vedno, če ne vedno, nasmejijo ljudje. A ne? In dobiš take fotke, ko so res hude, a ne? Saj so tudi te Ja. portreti, pa vse nujni, pa ful fajni, ampak tako, če ujameš te trenutke, ki se jih ljudje spomnijo, čez leta pa jih še takrat cenijo, če imajo na fotkah, se mi zdi, da je še toliko bolj vredna ta galerija. A ne? Ja, pa veš, tako je v bistvu, ne, veliko stvari ti jemlje fokus, pa gre kakšne stvari mimo tebe, sploh če se obremenjuješ v bistvu s preveč stvarmi, dajte se v bistvu zorganizirati, pa da je kdo nekako, ne, suportira, pa kako stvar prevzame, da pol te res lahko uživaš, ker je tako, recimo meni so poroke magične glih zaradi tega, ker se zgodijo stvari, ki se nikoli drugače ne zgodijo, ne. Tisti trenutek, ko mama pa oče vidita hčerko v poročni obleki, pa se ga jaz tudi svojega zelo bežno spomnim, bolj ko vidiš, ne, ko vidiš pri drugih, pa tisti objemi, ko v bistvu tudi pri tistih, ko so mogoče malo bolj zaprti, pridejo neka druga čustva ven, ne. Te stvari, to je pač, se mi zdi, da ne ves tisti pliš, ampak tisti občutki, ki jih samo tisti dan lahko doživiš in zaradi tega bi si, jaz sem tudi rekla po svoji poroki, čez 10 let se pa spet poročiva in tudi smo imeli recimo samo civilno, sem rekla, ajde bomo imeli pa cerkvino čez 10 let, da imaš še enkrat to možnost na nek način. Saj ni isto, ampak tudi ti si pol takrat drugačen, si malo bolj zrel in treba je slaviti življenje pa uživati v teh, ne. Tako da to je tisto, kar bi lahko rekla tudi, da je najlepši del mojega posla, no. Prišli smo do konca. Ne samo zaradi tega, ker nima več kaj vprašati, to bi še imela po moje neskončno, ampak zato, ker moja ura govori, da bom pozen. Tako. Najlepša hvala za tvoj čas. Hvala vama za obisk. Ja, upam, da je bilo prijetno. Ful je bilo prijetno. Odlično. Kot vedno, a ne? Ja. To je že to tudi dobro, da se ponudniki med sabo
Se to je tudi To da. najin cilj, oziroma cilj Ja. tega našega podcasta, da dejansko na neki točki bomo lahko Mija naredila tudi nek event, ki se bomo sami dobili, ker ne bo treba na sejmu se ponujati, se prodajati, kakorkoli se mi dobimo, pa da se mi ponudniki imamo dobro, da se spoznamo, pa da se lažje tudi priporočamo, pol, ko vemo, kdo je kdo, pa koga, Kdo, ja. kdaj priporočati. Ja. Se ni tako, kot smo stokrat rekli, nismo vsi za vse. Je lažje, če se toliko poznamo, da lahko jaz gladko rečem, njo vzam za to, roka vzam za to, poroko za tisto, pa mogoče boš, da prije en drug z mano, kakorkoli že. In to je samo pozitivno, to je nič negativnega, v bistvu, Ja. če pač se ne moš vedno vsakega predlagati. Ja, ker v bistvu tudi zelo fajn so taka druženja, ravno zaradi tega, ker recimo, jaz sem veliko ljudi tudi recimo, srečala na porokah, ampak tam si ti v bistvu tako fokusirana na nevesto, da v bistvu nimaš časa tako Ja. klepetati. Ne? In tudi ful dober za podcast, ker se mi zdi tudi, kar sem gledala, v bistvu daš neki, v bistvu ne govori samo delo, ampak tudi se lahko predstaviš malo kot oseba in je to v bistvu tako zelo fajn. Ne? Tudi na tak način se bomo prek tega lahko malo bolj spoznali. Ja. Vidiš, s kom se bolj ujameš v njegovih vrednotah, pa načinu pogleda pa to. Dobro, Ja. da so še raz snemati. Ja. Pa tudi zato, recimo, če zdaj gledamo več, snemamo behind the scenes prostori, zato se bi hotel tudi ujeti, ne? Zaradi tega, ker je tudi to pomembno, ne? Tista, ne telefon samo vzel. fotke, ampak tista pristna energija, pa to, da ja, da tako, kot se mi zdaj nasmejemo, da se bomo nasmejali tudi na, Ja, ne? da nas ne boš Eden da škat. robček ne ve, si drug je objame, trek, v bistvu tako neke nari, pa je energija svetelj, ko mora biti, pa se v bistvu tudi cel dan uživa, ne? Točno. Ker to je point, ne? Najlepša hvala in Z veseljem. srečno. Srečno. Se vidimo kmalu, verjetno, ne? Ja. Tako, ja.